prva stvar. Nihče ne reči, da gospodarja sovraži. Imajo navidezno dobre razloge in to je ta globina. Ni težava nivi, v volovih, v zakonu. Mislim, težave so v zakonu, ne? To vsekakor to vidite sami, ampak dobro. Kot take te stvari so dobre, so legitimne. Ne? Ampak postanejo pomembnejše od povabila, ki ga daje ta človek, seveda to je Bog, ki daje to povabilo. Ne? To se razume. Zato dajmo razumeti, kaj pomeni ta velika gostija. To je povezava na Izaija 25, torej ne samo praznovanje pojedina, veseljačenje, druženje. Judovski poslušalec v tistem času je takoj to razumel. Gre za mesijansko gostijo, pride odrešenik. Gospod nad vojskami bo pripravil vsem ljudstvom na tej gori gostijo, debelih ali tolstih jedi in izvrstnih vin. Na prvi pogled, torej, zakaj debele jedi, tolste jedi? Ne? Kaj bi mi pomislili, da nekdo reče debele jedi? Ne? Da pridemo k doktorju, ja, vi pa morate shujšati, ste nekoliko, kot rečejo, ne, preobilno prehranjeni. Ne? In v Istri je vprašala stara mama mojega sošolca, kaj je rekel doktor? No, onako si debela. Ne? Ja, kaj ne bom, ko tako rada jem, ne? Je rekla. Ne? Tako da so bile take stvari, je moral prevajati, ne, iz tega politično korektnega jezika, ampak dobro, to zdaj nima tukaj veze. Tolšča, ne? Se pravi, tisto, kar je bilo najboljše, tisto je šlo Bogu. Ne? Zdaj, če pogledamo pri Heliju in tam tisti, ki so jemali tisto, kar je bilo za Boga. Ne? To je tisti problem bil. Ne? To smo zdaj brali duhovniki v našem brevirju in tako, ne? Samuel in take stvari. Ne? Zakaj ste tako naredili? Ne? Ali pa so naredili. Tako da te stvari. Vsa tolšča pripada Gospodu, je pisano v 3. Mojzesovi knjigi. Torej, ni navadna pojedina, ampak tesno povezana gostija z daritvijo, z žrtveno daritvijo. Najprej žrtvu, potem gostija. Najprej darovanje Bogu, potem delež pri darovanem. Ne? Tisto, kar je najboljše, gre Bogu, potem gremo naprej razmišljati. Tudi, če pomislimo na svetomašo, ne, tako imenovani pauperizem, se pravi, da se gremo neko narobe razumljeno uboštvo, ne? To je mišljeno. Ne? In sveti Frančišek vemo, da je rekel, da za Boga mora biti najboljše, da se konča pri cerkvenih vratih, seveda tudi to uboštvo. Ne? Noter mora biti najboljše mogoče, tako da je tudi tako priporočil svojim bratom. Torej, tudi cerkveni očetje ne vidijo samo predokus in podobo nebes, ampak vidijo sveto Evharistijo, sveti Ciril, Aleksandrijski, ki pravi, Oče je pripravil veliko gostijo v Kristusu, ki je za nas prestal smrt, nam dal svoje lastno telo v jed. Povezava s četrtkom, s praznikom, ki smo ga obhajali. Ne? Kot je nekdo rekel, dobro, en katoliški novinar, ali pa je bil katoliški, potem iz raznih razlogov je to zapustil, je šel k krivoslavcem, da tam, kjer je daritev, je prostor tudi za gostijo. Če pa zadeve obrnemo, kjer je pojedina zabava, žur bi rekli po domače, ni prostora za daritev. Ne? To je to. Brez daritve ni gostije, ni prave gostije. To je tisto. Ne? In to je ta težava, ki je nastala najprej z uvedbo nove miselnosti, potem je bila uvedena nova maša in vse drugo novo. Ne? Tudi, če gremo konec koncu, pomislimo v zakon, v redovništvo, v duhovništvo. Ne? Če ni najprej daritve, ne? To gre za našo voljo, ne? Seveda najprej. Ne?
potem tudi ni gostije. Ne? Ni niti gostije. Tako da te stvari. Eni mislijo, da bi bila samo gostija. Ne? Tukaj smo pri temu. Ne? Torej, skupni obrok govorijo, ne? Srečanje občestva, praznovanje skupnosti in še bi lahko dali. Ne? Pridite vsi na žur, bi rekli, tista skupina šankrok. Ne? Se pravi, dobro, razen to od žura, ampak da je skupni obrok, srečanje občestva, praznovanje skupnosti, to drži. To je tudi maša. Ampak ne v prvi vrsti. Ne? Ker potem smo izgubili srce, središče skrivnosti. To je posledica Kristusove daritve na križu, kot je tudi vstajenje in vse ostalo. Ne? Sveti Tomaž Akvinski ni rekel, ki si nam zapustil spomin svojega vstajenja, kar so dodali ne samo v Sloveniji, ne? Tudi v Avstriji, v Nemčiji in tako. Ne? Si nam zapustil spomin svojega trpljenja in vstajenja. Zakaj še dodajati tisto? Ne? Dal je sveti Tomaž takole, ki se je na čudežnem oltarnem zakramentu zapustil spomin svojega trpljenja. Tako je dal. To je pravilno. Trpljenja. Vsebuje sveta maša celotno velikonočno skrivnost, tudi v nebohod, tudi binkošti, se pravi prihod svetega duha, ok. Ampak predvsem vsebuje Jezusovo trpljenje in smrt. Ne? Posledica potem vstajenje v nebohod. In to ponazarja tudi obhajilo, ne? Ki vidite, recimo, dobro, danes bomo itak imeli zaradi teh razmer v prometu, ki postanejo vedno kaotične v Sloveniji, ne? Kadar začnejo dopusti in tisto. Tako da se opravičujem, da ste morali čakati, ampak ob uri, ko ne veste, pride Gospod. Ne? Tako da tudi te stvari. Ne? Vsekakor ni prijetno, ne? Ampak dobro, upam, da ste namenili tudi to čakanje za nekaj dobrega, ne? In da niste duhovnika pač preklinjali in pošiljali, kamor ni bil namenjen, bil je namenjen sem. Ne? Tako da to. Se pravi, to, ne, obhajilo, ki je znotraj maše, ampak ki spada tako bolj znotraj maše. Vemo, da včasih so po maši obhajali tiste, ki so bili za obhajati, ne? Tako ko bomo danes smo rekli, za nekatere naredili, ker jih bomo še preizpovedali. Ne? Ampak zato, ker maša je predvsem Kristusovo trpljenje in smrt. Ne? Posledica potem, s tem je zasluženo vse ostalo. Ne? Tako da tisto vsebuje tudi, ampak kot posledico. Ne? Vsekakor njegova daritev. Ni samo skupnost, ki se zbira ob oltarju, ampak gre za to, kar se dogaja na oltarju. Ne? Kristusova daritev, ki se ponavzočuje, krvava daritev, ki se na nekrvavi način ponavzočuje. Krvava je bila potrebna samo enkrat, potem pa nič več. Ne? Po njej smo bili odrešeni. Po svojih ranah, po njegovih ranah smo bili odrešeni, ne? Kot je rečeno. Torej, spravna tudi daritev. Daritev v spravo za naše grehe. On, ki ni imel greha, je pravo jagnje, edino pravo jagnje, ki si je naložilo te grehe naše, da jih na križu odreši. In zato cerkev govori o sveti maši kot o tej nekrvavi ponavzočitvi Kalvarije. In to je razlog, zakaj se ta maša je večja od navadne gosti ali obeda. Eni bi imeli, ne, nekateri duhovniki, zlasti tisti iz 70 let posvečenja ali pa 80 in tako, govorijo slavje gor, slavje dol in tako dalje. Ne. Tako da, ok, ampak posledica. Ne. Kristusova gostija je sad njegove daritve. Zakaj? Ker je bilo jagnje darovano, zato obstaja ta gostija. Danes bi ohranili gostijo, zgubili bi žrtvo. Radi bi ohranili veselje, radost brez križa.
Radi bi imeli ustajenje brez kalvarije, slavo brez trpljenja. Kot je rekel bratranc enemu duhovniku, prijatelju in sosednjem župniku tudi, da ne bi slučajno govoril o težavah, o trpljenju in tako v zakonu, ne, na poročni maši. Je rekel, zakaj pa ne bi govoril o tem, ne, saj to je sestavni del, ne, pravzaprav. Ne obstaja. Ja, ampak danes moraš samo o veselju. V redu, prav, ne, ampak to ni celotna slika, ne. Ne gre tako. Torej, veličastno je ustajenje, ker je pred njim bila smrt. Če ne bi bilo nič posebnega, če ne bi bilo tako, ko gremo spat, tako tudi ostanemo, ne, se ni nič posebnega. Padeš, pa ostaneš, pa tako dalje, ne. Ampak ne, bila je prav smrt, kot pri tistem mladeniču, ne. Pravijo, ne, je mrtev, ne, je mrtev, je negros, ne, je mrtev mladenič. Ne samo, da spi, je mrtev. In zato Kristus je napravil velik čudež. Je obudil od smrti. Ne. Tukaj pa največji, ne, je vstal od mrtvih. Ne, z lastno močjo. In kar nam je zaslužil, ta radost, je velika zato, ker jo je svojo lastno krvjo zaslužil. In ni slučajno to, da je škofovsko posvečenje oziroma škofovska posvečenja, da so na praznik predragocene krvi. Ne? Tako da, ta krščanska radost, ki ni veseljačenje, neko prazno veseljačenje, ampak raste iz odrešenja. In zato sveti Janez pravi, potem smo spoznali ljubezen, on je dal življenje za nas. To je temelj vsega. Ne? Večkrat poudarjam, ljubezen se pokaže v daritvi, mora biti žrtva, mora biti požrtvovalna ljubezen. Ljubezen se pokaže na križu. Ne? Če ne, tudi vsak zakon in tako dalje. Se iztroši malo tisto veselje, lepota, take zadeve, pridejo te zadeve, ki jim pravimo križ. In takrat potem takem je konec vsega. Ne? Neha tista kemija, kot bi rekli. Ne? Ljubezen se pokaže kdaj? Da nekdo daje samega sebe za drugega, za druge. Ne? Ko je rekel Cankar, ne? V tisti črtici Sveto obhajilo, ne? Prvo Sveto obhajilo. Ja. Mati, zdaj vem, ne? Tvoje telo smo uživali in tvojo kri smo pili. Ne? Tako da to, ne? To ponazarja zelo lepa primerjava, ne? In smo lahko zadovoljni, da tako blizu imamo tudi takega pisatelja, ne? Ki je lepo znal iz te katoliške kulture, potem je šel svojo pot malo, ne? Ampak dobro, na eni strani zmeraj ostal povezan s tem, ne? Tako da tudi te stvari, ne? Se pravi, dati sebe za drugega, za druge. Ne? In to je največji zaklad cerkve, sveta maša. Torej, ne samo, da smo skupaj, mi tukaj zbrani, ne da nekaj praznujemo, to se da tudi drugot, ne da se dobro počutimo, v središču je Kristus, ki se daruje za nas. To bi dan danes, ne? Tudi je bil tam pod hrvaško predigo na Binkošti en tak komentar, ja, da potem takem nima nobena smisla vse skupaj, samo eno trpljenje in tako, ker sem pač govoril proti tem občutkom in tem zadevam, ne. Ampak dobro je, treba prav razumeti, ne. Tako da to ni samo dobro počutje. V središču je Kristus, ki se za nas daruje. Jagnjek je bilo darovano za odrešenje sveta. Tako da razumemo, zakaj so tako skrbno varovali sveto mašo, sveto obhajilo, sveto Evharistijo, gradili čudovite cerkve, zakaj jih ne gradijo več čudovitih cerkva, ampak tiste pošasti, med drugim tudi cerkev mojega otroštva je bila ena taka, ne? Ampak dobro, tudi v takih pošastih Bog lahko obrne po svoje, ne? Zakaj so razveli bogato bogoslužje, pa zakaj so ga potem opustili, zakaj ga zdaj preganjajo celo?
zakaj je bila najlepša glasba, zdaj pa samo posvetna glasba po cerkvah in ni več sakralne glasbe. Zakaj so klečali pred Najsvetejšim, zdaj pravijo, da se stoji, ampak zdaj, ker je toliko govoričenja in tako dalje, je dobro tudi, da cel čas sedijo, ne, ljudje, zato ker so zmatrani pač od tolikih besed. Ne. Tako da te stvari. Je rekel enkrat en duhovnik, ja, ma zakaj morajo toliko pri tebi klečati? Sem rekel, zato ker cerkev tako pravi in zato ker je tam Kristus, ker častimo, ker so te zadeve. Ne? Sem rekel, ja, zdaj razumem, ne? Ti si pač duhovnik že v penziji, župnik v penziji in zato so tudi tvoji verniki v penziji pa sedijo. Ne? Sem rekel, tako da te stvari. Ne? Malo za šalo, ampak veliko za res tudi in tako. Ne? Pač bili smo nekateri črne ovce, ostali smo črne ovce, sicer malo plešaste, ampak vendarle, ne, tako da te stvari. Torej, zakaj so bili pripravljeni za vero trpeti, dan danes pa za vero cerkev nikogar več nič ne briga. Ja. Zakaj? Odgovori so enostavni. Ne? Torej, niso samo čipke, zunanje oblike, neke navade, karkoli. Vedeli so, zakaj so tam. Vedeli, kaj je na oltarju, kdo je navzoč na oltarju, kaj se tam dogaja. Ne? Zakaj ljudi privlači tradicionalno bogoslužje? Ljudi vseh starosti, posebej mlade, mlajše odrosle, zaradi tega. Ne stari obredi, latinščina in te stvari, kot smo videli, ampak ker hrepenijo po svetem. Hrepenijo po tistem, kar jih presega. Hrpenijo po srečanju z Bogom. Ne? Vsak dan ponuja svet vso tisto zabavo, hrup, razvedrilo, neskončno užitkov, ampak to ne nasiti duše. Ne? So poskušali, v cerkvi so vse živo, so ponudili, ne? Ampak to je slaba kopija tistega, kar nudi svet. Ne? To meni nikoli ni bilo jasno. Ne? Ma zakaj hočete na vsako silo to dati ljudem, če pa tisto imajo že boljše v svetu? Ne? Zakaj bi je šel tja? Potem sem si dal tudi neko razlago, ne? Ampak dobro, pustimo stati. Ne? Zakaj sem je šel tja? Takrat so me lahko še zanimala dekleta, zato sem šel tja. Ne? Tako bom rekel. Ne? Tako da, te stvari, ne, čeprav muzika seveda mi ni bila všeč. Tako da, zabava, podobne reči, v svetu je boljša različica od tega, kar se dobi po sodobnih župnijah. In zato hitro zbežijo, kadar se da, ne, da se ne bi vrnili. Zdaj so prišli neki novi verniki na Reki, so rekli, da se ne bodo več vrnili tja na župnije, ker odkar so se lotili tam zlasti, ne, ma tudi še kje druge, ti blagoslovi, neprimerni, to je še najmanjša beseda, ki jo bomo rekli, ne, takih parov, ki niso pari, ne, ki se ne morejo pariti, ne, zaradi tega niso pari, ne, da pač ne bojo se vrnili, da so šli stran od tam, tako da to. Sveti Gregor, ki lepo pravi, veliki, telesne dobrine človek želi, dokler jih nima. Jih dobi, jih ne želi več, se jih naveliča. Ne? Mislim, nekaj časa se jih ne naveliča, ampak mali se jih naveliča. Jih ima dovolj. Duhovne dobrine, pravi, človek jih pogosto prezira, dokler jih nima, prezira. Ko jih prejme, se pravi, da jih resnično prejme, da tudi ve, da jih je prejel, jih hoče vedno bolj. Ne? Tako da, to so te dobrine. Ne? In te svetne dobrine so hoteli dati po koncilu, so začenjali dajati po cerkvah, ljudje so se jih seveda naveličali, duhovne dobrine so nehali dajati, ali pa so jih dajali kot neko postransko stvar, so bile razvrednotene, danes so tudi še vedno razvrednotene ali pa so še bolj. Videli smo, predobro vemo.
in tega se ne da zanikati. Ne. Tisti, ki to zanika, je, bi rekli Italijani in ostali, v slabi veri. Ne. Tako da tudi sveta Euharistija. Kdor je izkusil vsaj malo njene globine, je ne bo postavil kar tako na stranski tir. Ostali bo postavili na stranski tir, jih ne bo zanimala. Ne? Ker niso šli v globine. In kot smo rekli, niso samo oni krivi. Ne? Tako da to. Kdor je vsaj približno razumel, kdo je navzoč na oltarju, da je tam isti Kristus, ki je za nas trpel, umrl, bo hrepenel po tej gostiji, tako drugače. Še zmeraj smo grešniki, smo šibki in tako dalje, ampak bomo potem hrepeneli. Ne? In tudi dobri verniki v novem mašnem obredu potem hrepenijo. Ne? In potem jaz verjamem, da nekega dne bojo tudi pogledali proti tradicionalni maši, če so res dobri verniki. Vsaj tako, vsaj jih bo zanimalo. Tako da še prve besede današnjega barila. Pravi tudi sveti Janez, ne čudite se, bratje, če vas svet sovraži. Ne, če vas ne razume, če sam posmehuje, če vas sovraži. Vedno je svet preziral križ, ga imel za nespametnega, bil proti žrtvi, daritvi. Težko razumel ljudi, ki so postavljali Boga na prvo mesto, se posmehoval in tako dalje. Ampak ljudje v cerkvi so se poistovetili s svetom, ne? Spravi cerkveni ljudje. Zdaj so oni tisti, ki delajo kot svet, celo tako močno, da tiste druge sovražijo. Celo tako. Ne? Je močna ta beseda, ampak žal je na mestu. Ne? Ampak dobro, mi se ne smemo s tem preveč vznemirjati. Danes marsikdo nas ne razume in še bolj bo to veljalo. Se kdo posmehuje naši ljubezni do svete maše, do Euharistije, do cerkvenega izročila, do vsega tistega, kar je cerkev skozi stoletja skrbno varovala. Ne? Žal tudi, kot smo rekli, škofje duhovniki, ok, naj bo. To so delali stalno, že od prvih časov, nič novega pod soncem. Ne? Ampak ne gre za to, ali svet pa te cerkvene strukture, ali to razumejo, ne? Nas in tako dalje. Ne? Gre za to, ali mi razumemo, ali jaz razumem, na kakšno gostijo smo povabljeni, sem povabljen. Ne? Ker bomo mi isto stali pred tem Gospodom, ki nas danes vabi, in ne bo pomembno, ja, unitan si je pa mislil to in to o meni. V redu, ne, vse to ni važno. Ne? Ali si ti sprejel njegovo povabilo, si prepoznal njegovo daritev, si ljubil vsaj malo njega bolj kot svoje njive, vole in tako dalje. Ne? Skratka, bolj kot druge stvari tega sveta. Ne? Cerkev je namreč po svojih hudih vedno bila poklicana, da spremenja svet, ne, da se spremenja s svetom ali po svetu, ne, po teh modah. Ne. In to je nevarno tudi za tradicionalne katoličane, začenši torej škofje in duhovniki, torej tudi z mano, ki vam to govorim, ne, in smo v tem vsi. Tako da na koncu prosimo Gospoda, da nam da globoko vero v skrivnost svete maše, da bi v njej vse bolj prepoznavali njegovo daretu, njegovo ljubezen, da bi ta sveta gostija nas nekoč pripeljala na večno gostijo v nebeškem kraljestvu. V imenu Očeta in Sina in Sveta Duha. Amen. Hvaljen Jezus.